Zdaj pa v štajersko prestolnico Maribor. Tam so vzor številnim slovenskim mestom na področjih, kot so vinogradniške inovacije, ljudske vstaje in odkrivanje min. Zdaj pa so se v Mariboru lotili še reševanja stanovanjske problematike. Ne govorimo o gradnji novih stanovanj, pač pa o odkrivanju fiktivnih stanovalcev. Sum fiktivnih prijav so ugotovili na 27 naslovih, za kar 1047 posameznikov, večinoma tujcev, sumijo, da so se prijavili na naslovu, na katerem sploh ne bivajo. 1047 prijavljenih tujcev, ki tam sploh ne bivajo. Kaj hočemo? Tujci pač delajo isto kot Slovenci. Prijaviš se tam, kjer se ti najbolj splača zaradi vrtca in potnih stroškov. Kaj? Morda pa v teh primerih sploh ne gre res za goljufijo. Morda so si tujci resnično želeli stanovati v Sloveniji, pa razočarani spakirali kufre, ko so ugotovili, da so v Mariboru. Ne moramo vedeti. Vemo pa, kako je potekala preiskava. Mariborska upravna enota je preverila 81 naslovov, kjer je stalno ali začasno prijavljenih več kot 20 oseb. Pri več kot tretjini hišnih številk so ugotovili sum fiktivnih prijav prebivališča. Pri tej novici bolj kot dejstvo, da so pri tretjini ugotovili nepravilnosti, izstopa dejstvo, da je bilo pri 2/3 na naslovu dejansko vsaj 20 stanovalcev. Se pravi, v Sloveniji imamo ljudi, ki lažejo, kje živijo, in ljudi, ki lažejo, da uporabljajo kontracepcijo. In kako je mogoče, da prihaja do nepravilnosti? Osebe se izogibajo in v trenutku, ko hočemo zaključiti, se ta oseba prijavi nekje drugje. In potem se vrtimo v krogu in to ponavljamo v nedogled. Če ste se slučajno spraševali, kako se izogniti odkritju fiktivne prijave, poslušajte tega gospoda. Fiktivno prijavo vam olajša tudi dejstvo, da lahko bivališče prijaviš na katerikoli upravni enoti v Sloveniji, na kar je opozoril tudi nihče drug kot bivši župan in upokojeni vloger Franc Kangler. Kar pa je po našem prepričanju nesprejemljivo, saj uslužbenec v Kopru ne ve, ali gre za stanovanjsko hišo ali za stanovanjski blok v Slovenski Bistrici. Še dobro, da je gospod Kangler po novem državni sekretar in ne fotomodel za uporabo mask. Sicer pa smo veseli, da mu pod to vlado gre tako dobro. Poglejte, kako je zbran, kako je miren. Še pred kratkim je bil takšen. Pa ta je nor! Pa kaj bodo z nami naredili? Vsi so napredovali, ko so mene preganjali. Vsi! Stari traktor so mi hteli vzeti. Kaj je to normalno? Bož, da vam ne povem, kaj je sodnik, ki me je obsodil delo z mojim birmancem. O potencialnem epilogu sage s fiktivnimi prijavami bomo še poročali. Prav tako pa bomo poročali, če končno izvemo tudi, kaj je sodnik delal s Kanglerjevim birmancem. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.